Torej, ta dotik povsod po svetu vse stvari spreminjajo in tudi pri nas postavljajo se neke omejitve, velike akcije, ki so nastale na račun manjšine, na račun nekaj ljudi, ki niso znali brzdati odraslih, ki niso znali brzdati svojega vedenja, včasih na račun stistke najstnikov, ki so rekli kakšno stvar, ki ni čisto držala, zato da bi lahko začutili svojo integriteto. Drugič tudi na račun manevrov, ki jih naredimo starši v bitki za to, ali kdo ima prav, ali pa kdo bo imel otroka. Kengurujčkanje, ne vem, če poznate, zdaj jih bo polet spet vidite, jih mlade mamice in tudi očetje nosijo, fizioterapeuti jim grejo vse po konci, kakšna bo hrbtenica in tako naprej. Mislim, da bo manj škode kot v teh sodobnih jajčkih. Jajčka, sedeži za avto so zelo problematični, ker so opognjeni in je otrok cel dan skrivo hrbtenico. Mora biti klasično ležišče, kjer se lahko otrok na bok obrne. In se prekoplje na bok, sam se obrne, to veste, da se ga pol zadelate, če se sam nikoli ne ga obrnete in pol, ja, vse, ne. Mora imeti ravno to, tudi tako ležišče potrebuje, no. Ni dovolj samo tista školka. No, ampak tole, to je prišlo k nam od enega drugega postopka, tam, kjer nimajo inkubatorjev in so otroci prezgodaj rojeni, da mama dojenčka k sebi, v bistvu takole na trebu, pod prsi, ga obesi in ima obleko čez. Otrok je na koži, to besedno na koži, samo ena tanka plast tkanine je vmes in ga tako greje, tako mu regulira temperaturo in tako naprej. Rezultati so, če ne boljši, izjemno dobro primerljivi z inkubatorji. V boljših porodnišnicah vam tudi dojenčka, ko je rojen, tako ko je vse, ko odmerijo in zapišejo, koliko je zrel, kakšen rezultat je dosegel, vrga položijo na trebu. Ker mnoga, na trebu pa ravno, ja, na trebu, obema prav pride. Če imam jaz neko inštitucijo, ko sem delal v mladinskem domu, mi smo res gojili ta inštitut dotika, tudi fante smo, psihologa bi še malo več, kot je dedec. In smo se odrasli moški zmeraj cukali s fanti. Zmeraj smo našli nek razlog, da si ga zagrabil, vzel naročje, ga onemogočil, in je obstajal en video posnetek, kjer otrok se vidi, kako se bori, da bi se izmuznil ven z njegovega naročja in ko ugotovi, da se ne more, ko mucek je takole in se je čisto umiril. In točno vidiš, v čem je hec. Kako se je počutil varnega, kako mu je bilo udobno, kljub temu, da 10 sekund nazaj je še razgrajal, kot da bi bilo ne vem, kot da se bo nikar svet podaril, kot da ga rečemo živega koljemo. Tudi take stvari, kot je nogomet, smo igrali zaposleni proti našim otrokom, kakšni smo imeli gležne vse plave. Se je poravnavalo tudi preko tega. Ampak smo šli vedno v te nove igre in prerivanja in smo nabili pristranskega sodnika, da je presodil, kaj je in nič se tako odločil, da je bila kakšna golja. Čeprav včasih je bil avto, pa je gol. Fantje so mu zaupali. In so rekli, on bo pošteno, to je bolj špila, ti bo zmagal. Ne glede na število golov. Na koncu je on tako presodil, da in so se pripravljali resno, čeprav na koncu goli niso šteli. Mi se pripravljamo in če so se pripravljali, se resno pripravljali, so seveda tudi zmagali, ker mi se pa nismo v teh dneh pripravljali. Z tega tamalega, v katerem sem prej pripodoval v 4. razredu, smo tudi poskusili z zdravili, ker je bil toliko, zdaj ne vem, če veste, če je otrok, če je hiperaktiven, včasih dobijo zdravila, različna imena imajo, so tudi malo različne substance. Mnogi ljudje mislijo, da so to pomirivala. Niso, ne, to so poživila. To je za tiste
primerno za tiste otroke, ki pa sveta ne dojamejo, ker svet nima dovolj teže, ko je vsega premalo. In ves čas sam povzroča nemir, povzroča še kaj, ker je vsega tega premalo. Ta otrok bi moral stalno biti na njem in ga mečkati. A veste, pa bi rabo pa res veliko dotikal. Ves čas bi se moralo dogajati in bi tako zapolnil to svojo lakoto po vseh mogočih dotikih. Ti otroci jedo strašno močne okuse, imajo radi že zelo majhni, imajo radi zenf, ajvar, majonezo in take stvari, veste, tisto mastno, močno, pekoče, ferona jedo. Otrok pri 7 letih si ne moreš misliti. Zakaj? Zato, ker ko bi mu potenciometer za okus nazaj, ima radi zelo slano, zelo, ja, tako kot se zgodi potem, ko enkrat, ko si že zelo star, se izgubljajo počasi okusi in nazadnje ostane en sam. Sladko. Ta ostane, ne glede na starost, če imate 110 let sladko, če je sladko, boste še vedno dobro vedeli, da je sladko. Večinoma tako, da če se vam v domu starostnike pritožuje, da ni okusno, je lahko tudi zato, ker okus kot tak ne deluje več. Imajo radi slano ali pa tako. In si grozno nekateri probajo soliti, zato da bi dobili še tisto občutek, da hrana ni ta prava. Je bolj važno, da je obred ta pravi in pol bo hrana dobra. Da se nekaj dogaja drugega zraven. Predvsem pa, ne glede na našo starost, dotikov potrebujemo veliko.